Takole smo dimnikarja Štefana pospremili na njegovem delovnem mestu. Kot pravi, ima v tem času veliko dela, obišče tudi do 10 strank dnevno. Dimnik mora biti pred začetkom kurilne sezone dobro očiščen. Pravili smo požarno-varnostni pregled, ki zajema v bistvu stanje dimnika, stanje same kurilne naprave, dimovodnega priključka, iztočnih vratic, potem zaloge goriva, recimo v tem trenutku je to olje, se pravi, cisterna mora biti ločena, prezračevan prostor z lovilnim bazenom in tako naprej. Potem smo očistili samo kurilno napravo, dimnik, vse skupaj. Čiščenje dimnikov in izvajanje meritev pa še zdaleč ni vse, za kar so zadolžene dimnikarske službe. Delo na terenu je nekje 60%, vsega kar delamo, 40% se pa izvaja v režiji, kar pa uporabniki seveda fizično ne vidijo. Tako v zadnjem času pri dimnikarjih zaradi pocenitve njihove urne postavke za slab evro vse bolj vre. Smo pa zelo negativno presenečeni, da je bil prvi cenik, ki je bil na državnem nivoju po prehodu na državne koncesije leta 2006 sprejet. Potrdila so ga vsa pristojna ministrstva, Ministrstvo za okolje, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za finance in takrat je bila nam priznana ura 26:40. In mi si ne znamo razjasniti in tudi odgovora še nismo dobili iz ministrstva, kako lahko po 3 letih in po vsem izvišanem strošku in tega izračunajo, da imamo zdaj manjšo uro kot pred 3 leti. Kot nam je še uspelo izvedeti, strošek vseh izvajalcev dimnikarske dejavnosti v Sloveniji na leto znese približno 20 milijonov evrov. Novi cenik pa po grobih ocenah županika predvideva izpad 6 milijonov evrov prihodka.